in kazala, kako ona bruha. Vete, kaj sem dobil? Tukaj piše moje ime. Pa je en posnetek, ko posiljujejo punco 14 let staro, pristalo na TikToku, a mali piše tam prasica debela crkni. Nepomembni ljudje dobijo feeling, da so pomembni in model kaže, kako to stomo prazni, oni drekajo, oni zune čreve, kako on to čisti. Klopimo zvok, samo malo da predem. Tihec je bil. Barabe. To je že 4. ali 5. dan, ko sem objavil vsak dan video. Pa idemo pravo vsak dan objaviti, da vidimo, ko bo ljudje spremljali, kaj imajo radi, kaj imajo manj radi, kaj imajo več radi. Tako da večinoma imate take videe radi, ko govorim svoje mnenje o različnih situacijah po svetu, aplikacijah in tako naprej. No in danes smo govorili o TikToku. TikTok, tisti, ki je zoomil TikTok, ga ne skrbi kaj preveč. To je nerealna senzacija. Ne vem, katera aplikacija je doživela tak boom v zadnjih 10 letih, kot je to TikTok. To je noro, ne? To so bolano. Nimam besed, res. Prvo ime TikToka je bil Musical.ly. In takrat je bila ta aplikacija v Sloveniji ne tako popularna kot TikTok, oziroma dosti manj popularna. In takrat si večinoma objavljal ti, ne vem, ali si plesal, ali si odpiral usta po pesmi in so ljudje bili kreativni na tak in drugačen način. No, potem je ta Musical.ly kar nekaj poniknil in je prišel na dan TikTok. Prvi profil TikToka so mi banali, še zdaj ne vem zakaj, ker nisem nič takega spornega objavil, da se vsaj spomnim, ne. Mogoče je pač do izljubosumja mi prijavil profil, ker sem imel par videov kar ogledanih. No in so me permanently banali, tako da sem si naredil nov profil in na tem novem profilu so me tudi že par videov zbrisali, mislim, imajo take pogoje, da kar neki. Ampak, kot za vsako stvar bom tudi za TikTok povedal, vsako stvar bom povedal, kaj ima pluse in kaj ima minuse, pa dajmo začeti s plusi. Plus je, da ogromno ljudi, ki si ustvarilo TikTok profil, je v sebi odkrilo eno kreativo, bodi si s plesom, bodi si nikoli ne prej ni nihče objavljal coverjev, zdaj jih objavlja, nekateri so začeli plesati, nekateri so začeli montirati, se vemo, tisti trendi, ko glave si trgajo in pač z montažo naredijo, da dobro zgleda. Ogromno jih je začelo fotografirati, pokazati, kako fotografirajo razne produkte, kako snemajo avte, kako snemajo poroke in to potem vse pokažejo, kako delajo. Pa razni komičarji, pa dobre ideje, pa sploh ogromno je teh videov z montažami, kjer recimo kao trik, to izgine in pač pokažejo, kako se da zmontirati na enostaven način, da zgleda dobro. In ogromno teh ljudi je pač odkrilo eno kreativo v sebi. Jaz bom rekel kreativa, mislim, da bi mogel vsak človek jo imeti, ker kreativa je nekako, kjer možgani zelo delajo in razvijajo tisti del možganov, ki je potreben, bom rekel, za vsakdanjem življenju in kreativen človek ni nikoli sam. Ker tudi, če si sam, ti dogaja. Tako da to je plus. Ogromno ljudi je razvilo kreativo. Še ena stvar mi je bila ful zanimiva, tista Charli D'Amelio, kako se izgovori, najbolj znana TikToker, ne vem kaj je, dokler nisi v SDS-u, nisi znan. V glavnem bila je cela drama, res, to so take drame, to je noro. Neki so jo napadli, ker je neki povedala nekaj grdega čez oboževalce in pol je par ljudi jo napadlo na to YouTubeu, drama, vam pravim, to je, ljudje umirajo od lakote, oni se kregajo, kdo ima več followerjev. In potem so to oboževalci vzeli in so jo začeli unfollowati in pol je ona posnela en video, kjer je uboga revca jokala, kako so jo napadli, res ful boga, sem ji doniral, mislim, za 200 €. Res ful boga, dajte ji še vi donirati, ful boga in je jokala, ker je izgubila followerje. In namesto 100 milijonov followerjev je padlo na 98 ali 97, ne vem točno, in je pol jokala uživo na TikToku, da kako so jo prizadeli in kako je zdaj vse konec. Ne. Jokala je, ker so ji followerji padali. Te malo pomisliš, pol imaš pa isto staro punco, kot je ona nekjer na drugem koncu sveta, še živi med plesnivimi zidovi, ima eno pašteto za 2 tedna in mora nekako preživeti sebe, brata in mamo, ki je brezposelna in bolna. Ne. Svet ni pravičen in resni. Ima pa spet tudi ta aplikacija zelo črno in temno plat. In prva črna in zelo temna plat so otroci. To so zelo nesramni otroci in ne glede slovenski, balkanski, ameriški, španski, katerikoli TikToker, ki ima following in da greš, pa niti ne rabiš med followinga, da greš brati komentarje, dajmo dati pozornost na slovenske TikTokerje, klikneš na en TikTok, pogledaš komentarje in piše prasica, crkni, debela si, ogabna si. Pogledaš njihov profil in vidiš, stari moj, to je 11-12 let star froc. Ampak to on ni kriv. Otroci nimajo še filtra, vse oni vejo, da ta beseda ni primerna, ampak oni še ne vejo, da lahko s to besedo ti nekoga zelo užališ, zato so tu starši. Ampak kaj je problem? Mulc tam lepo sedi na kavču, tiho, tipka po telefonu, mati fotor ga pogleda, jole, kako je naš sin
pride, nekako je tiho, a mali piše tam prasica debela crkni. In to je problem, dokler je otrok tiho, kao se je zamotil. Vzajmo telefon, poglej, kaj otrok dela, stari. Zato, ker če bo otrok nadaljeval v tej smeri, ne vem, stari, kaj bo čez 10 let? Žensko posilo. Evo, poglejte, kaj se je zgodilo, ko smo pri posilstvu. Evo, oni frajeri z TikToka, mislim. Zdaj ne vem, ali je to na TikTok objavljal je, ko je posiljeval s prijatelji, tako sem zasledil. 14-letnice, stari moj, 19-letni star fant in so izseljevali punce, da če ne bojo to pa to, bojo objavili posnetke. In je en posnetek, ko posiljujejo punco 14 let staro, pristal na TikToku. Tako da se bo šlo lepo sedeti. In upam, da bo sedel dolgo in da ga bo to še v življenju zelo teplo. Ampak o tem govori, pogledajte, kaj vse pade na ta TikTok. In stari moji to gledajo otroci. Na TikToku je tako ogromno otrok, vsi smo gor, stari, mladi, otroci. Zato pravim, dajte pogledati, kaj vaši otroci gledajo, kaj komentirajo, kaj objavljajo. Ker potem recimo pri teh otrocih, ko greš pogledati, kaj objavlja ta otrok, nekateri so prav srečeš, odkje si se ti to naučil? Pa se ne, da sem zdaj jaz nek svetnik, moji videi tudi vsebuje vulgarne besede, tudi jaz naredim kakšen video, ker je, bom rekel, vulgaren in tako naprej. Vseeno ne bom nikoli šel nekomu napisati crkni, kurba, prasica, jebi se, vse bom naredil na tak način, da je zabaven in humorističen. Recimo en video sem enkrat opazil na TikToku, ne vem, koliko je bil tam mali star, je snemal hišo od sosedov in govoril, tam živijo pedri, tam se pedri fukajo, v tej hiši tudi živijo pedri, stari. In to objavljajo, valjda pol to folk vidi, deli, ne, bum, 100,000 ogledov, ne. In to je to, starši ne preverijo svoj otrok, kaj gledajo. In TikTok, ne, se veš, en ta mali reče unemu, le, jaz sem njoj napisal kurba, da še ti napiši debela, si ti bo odpisala in tako gre to. In pol 1, 2, 3, 6 in tako 10 klincev se spravi na eno žensko. In če ta ženska ima samozavest slabo, jo v tej komentarji stari dobro zatolčejo. Ker mislim, da če ženski rečeš, da je debela ali pa prasica ali pa kurba, da zelo užališ. Saj ne govorim samo za ženske, pišejo vsem, tudi meni pišejo, ubil te bom. Eden mi je napisal v avgust, ko te srečam, te bom ubil in tako naprej. Crkni ni, da ni. Ampak okej, jaz sem navajen. Nekdo ni. Tako da ja, otroci so tu zelo toksik in zelo, zelo, zelo nesramni. Starši, če gledate ta video, dajte pogledati, če ima vaš otrok TikTok, če ima profil, kaj objavlja, kaj komentira. Gremo naprej. Druga stvar sem opazil na TikToku, pa dajmo zdaj začeti prvo s tem, karkoli vsi objavljamo na TikTok, na YouTube, na Facebook, na Instagram, javno, delamo to, ker pač bi radi dosegli neko pozornost. Ali bi radi dosegli to, da ljudje vidijo, da vidimo komentarje, ali so se nasmejali, ali jim je všeč in je vsem ta pozornost seveda nam ugaja. Tudi jaz, kar to snemam, se ne za koga pa snemam, če ne za publiko, oziroma da vem, kako bodo sprejeli. Se pravi, pozornost. Ampak opazil sem, da te TikTokerji, recimo, ki imajo 10, 20, 30 tisoč, 40 tisoč sledilcev v Sloveniji, da to so fuleni naduvanci, ne? Pa sem nekako razmišljal, recimo ljudje, ki nikoli prej niso bili na Instagramu močni, na YouTubeu, na Facebooku, kar naenkrat so zrasli na TikToku, ampak na TikToku vsak lahko dobi oglede. Ko tvoj video vržejo na uno For You page, ti dobiš oglede tako, bedarije. Ne rabiš posvečati neke hard pozornosti in truda, ti video uspe. Dovolj, da je video malo neumen, smešen, in da ljudje pač to delijo. Tako da ti dobiš, bom rekel, TikTok slavo zelo hitro, če imaš vse malo kreative v sebi, ali pa da si pač debil, ne, oziroma igraš debila. Tako da TikTok, biti znan na TikToku je isto, kot da ližeš muco čez steklo, ne, oziroma ješ sendviče s folijo. Nič. Te ljudje sem pol nekako gledal, ful so naduvani, odpisujejo naduvano, sem smislil, stari, pa kdo ste vi? Zdaj, če tebi v ponos, da se pohvališ, da imaš 50 jurjev followerjev na TikToku, ne vem, samo pač objaviš nekaj, kar veš, da bo folk zagrabil in to je to. Tako da to je neka ta slava, ki jim udari glavo in pa so kar naduti, naduvani, odpisujejo, se nosijo. Stari moj, da jaz tebi vzamem TikTok, kaj lahko ti meni pokažeš? Nič. In zdaj ne vem, ali te ljudje pred TikTokom niso hoteli biti ali na YouTubeu, ali na Facebooku, ali na Instagramu neke zvezde, pa jim nikoli ni uspelo. In zdaj na TikToku jim je, in zdaj so kar oni. Stari, dajte nam to, mi smo carovi, stari, mi bomo odpisovali, nesramni smo lahko. Ne razumem, kaj je fora tega, stari. Če vzameš temu človeku TikTok, kdo si ti? To, kar si bil prej, noben te ne pozna, ne. Po moje to izvira neka ta frustracija, ali kaj, svem, kot
da so enkrat nekje hoteli, ker recimo na YouTubu, na Facebooku, na Instagramu je teže, bom rekel, se zgraditi eno bazo followerjev, ker tam ti videe ne mečem na For You page, da lahko vidi kdorkoli. Na YouTubu je milijon videov in tudi če imaš dosti ogledov, ti ga ne bo kar metalo tam, kjer ljudje gledajo, ker moraš že malo raziskovati, da prideš do tega videa, recimo, ne. Razen če te vrže na trending, kar pa spet ni enostavno priti. Da je odpiši človeku normalno, če te nekaj vpraša in se obnašajo, bolj ko se snemajo, da imaš feeling, da to so milijarderji in da so izumili lih cepivo za COVID-19. Nepomembni ljudje dobijo feeling, da so pomembni, ker imajo toliko in toliko število sledilcev in imajo 10 videov, 100,000 ogledov plus. In potem se nepomemben človek kar počuti pomembnega. Zdaj sem pa jaz neko in nešto, ne. Nič v življenju, noben denar, nobene številke, nobeni sledilci te v življenju ne smejo spremeniti, da si ti lahko kreten do ostalih ljudi. Sploh ne do oboževalcev. Ker kot sem rekel že v prejšnjih videih, oni so te zgradili. Majko mila draga. Gremo naprej. Opazil sem še eno posebnost na TikToku, ki se masovno objavlja. Sara, pogled, če snema, prosim. Sara! To je, da ljudje iščejo ogromno preveč pozornosti zaradi svoje bolezni. Stari, najdel sem en video od enega tipa, ne vem točno iz kje je bil, ki ima stomo. Veste, kaj je stoma? Ti recimo, kot dobiš raka na črevesju in ostale bolezni, ti morajo toliko in toliko črevesa odrezati. In zaradi tega, ker ti črevo odrežejo, tvoje črevo več ne sega do, bom rekel, po domače ritke in ti več ne moreš iti kot včasih kakati. In zato imaš stomo. Stoma nekje prije tu pri popku nekaj centimetrov stran in ti imaš tako kot nek žepek, dobesedno ti črevo gleda iz kože ven in na to črevo imaš gor to stomo kot nek žepek, kjer se blato shranjuje in ti to pač ne vem kolikokrat na dan sprazniš in ti s tem živiš do smrti. In model kaže, kako to stomo prazni, oni drekajo, oni zune čreve, kako on to čisti. Pa stari moj, pa to je TikTok, to je namenjeno zabavi, da ljudje se zabavajo, ne da gledajo, to je govno. Ok, povej, kaj imaš, zakaj do tega prišlo in to je to. Jaz tudi imam tik, sem povedal, da imam tik, sem ljudem razložil, da imam tik in to je to. Pa ne bom zdaj vsak video trzal, da ne vem, sem usmilil ljudem in bogi. Pa nisem bogi, stari. Pač to imam in s tem sem se sprijaznil. Ne rabim zdaj to non-stop ponavljati, samo da dobim to pozornost, kako sem jaz bogi. In non-stop objavljajo, škoda, da ne vem, kako ima username. Potem sem enkrat videl Slovenka, metala se po tleh, kozlala, bruhala in kazala, kako ona bruha. Edini človek, ki tvoje bruhanje mora videti, je zdravnik ali školka. Pa ne moreš ti na TikToku, stari, tam ti neko otrok gleda, kot ti kozlaš in ne vem, kaj govoriš, povej, imam to pa to bolezen, gotovo. Bruhat na posnetku in kazati, kako kozlaš, pa kaj da ti zdaj napišem, zdravnik nisem, ne vem, kaj s tabo narobe, peti zdravniku, oziroma naredi si na YouTubeu account in dej tam pod health in kar se tiče zdravstva in govori o teh stvareh, kjer je to dovoljeno in tam ljudje lahko gledajo, ki jih zanima zdravstvo in bolezni. Stari, kaj vse naredijo za par tisoč lajkov in ogledov, to ne moreš verjeti, ne. Ne predstavljam si biti boln, nobenemu ne privoščim, da je biti boln, ne brez zamere, spoštovanjem do ljudi, ki borbajo in se borijo z boleznijo, ampak stari, ne moreš ti tega kazati na TikToku, ki ni namenjen taki vsebini. To mi je totalno svaljeno. Ne vem, zakaj dovoli TikTok take stvari. To je enako, kot da bi jaz šel v lesnino in bi kazal svojo golo rit. Če hočem svojo golo rit kazati, bom šel pač v nek striptease klub. In še zadnja stvar, katera mi je zopet nora, kaj vse ljudje naredijo za oglede. Videl sem en TikTok, mesija Kitajc, model je snemal pogreb od svoje žene in objemal sliko in to snemal. Stari, pa ne reče se zastojn, počivaj v miru. A ti deliš svojo krsto od svoje žene in sliko in kako jo objemaš in jočeš milijonom ljudi na TikToku, ki so ta video videli. Ne razumem. Eno je privat življenja, stari, če ti človek umre, kot sem rekel, zakaj se reče počivaj v miru? Da imaš mir, da ti počivaš v miru. A ne, da ti to kažeš vsem ljudi, ki jih nikoli v življenju ne boš videl, da oni vidijo, kakšen pogreb je imela tvoja žena oziroma mama. Potem sem videl tudi en TikTok, prav tako Slovenec, pa ne bom govoril kdo, ker se mi pol ne da prenašati. Neko darilo je dobil in ga je ful ganilo, ampak njega je tako ganilo, da je tako vzel telefon in celo ring light se je upalil, da se je posnel. Vete, kaj sem dobil? Tukaj piše moje ime. Hitro TikTok, ki ima luč. Solze. Zdaj, dragi moji. Kaj sem zdaj? Jasno.
Kaj sem zdaj doživel? Stari moj, pa uživaj v trenutku, ki te je ganil, pusti snemanje, ampak njega je tako ganilo, da ko ti videl solze, je vzel telefon, TikTok in užgal celo ring light, da bo lep, osvetljen in je jokal v kamero. Pa dej ne me zajbavati, ljudje božji, pa kaj imate od tega? Kaj bo naslednji TikTok, stari, ko si ga flikneš? Kaj bo naslednji TikTok, ne vem. Vsakič pedi v živo, ko jeste kosilo, da vidimo vsi tvojo družino, kako vi jeste in kaj se pogovarjate. Kurba si solijo še to župo. Ja, ježino imamo. Ja, pa da bomo bika klali, kaj pa te. Ja, pridi, ja. Jaz domačino še ko jem. Kaj pa ti snemaš mulčko ičo? Tokrački se upravičujem, moj oče je pač malo je tak nekulturen. Si pa ti doma? Z Ljubljane ali Koroške? Kaj si naredila? To si ti kriva? Prokleto tele. Ko greš srat, da vidimo, kako drek prodres skozi tvoj anus. Del uživaj v momentu, če te je res tako ganilo, uživaj v tem, da čez 20 let boš rekel, fakt, ta moment mi je bil pa res lep. To je črna stran TikToka in hvala za ogled in lepo se imejte in hvala, ker me gledate. Čau! Yes!